Nekakšen dan za slovenski kajakaški šport, ampak na koncu kanuistični šport. Žiga Lin Hočevar še nima 18 let, lani je v Tacnu osvojil naslov evropskega prvaka. Najtežje je braniti, ampak danes je v finalu pokazal neverjetno čvrsto vožnjo, točno, natančno. In tu nekako smo kar ugrabili Žigo Lina Hočevarja. Žiga Lin, najprej čestitke. Kako je šel današnji celoten dan? Kar dolgo ste morali čakati na svoj polfinale, spremljali ste kajakašice in kajakaše. Kaj so vam povedale njihove vožnje? Dan je bil v bistvu zelo težek. V polfinalu kajaka sem se zagnal v progo, da bi imel ne vem kakšen pospešek. In potem sem udaril prva vrata in šlo vse narobe. Preveč sem riskiral in ostala je v bistvu samo še ena resna možnost za medaljo. To, kar sem si jo zdaj želel, ne vem, če sem si še kdaj, ker pač enostavno, ja. Vedno, ko pomisliš na spomine od lanskega leta, potem bi jih rad prikazal, pač bi jih rad ponovil. In ja, trening tukaj so bili zelo slabi, iskreno povedano. Trpel sem na večini treningov. Zmatran sem bil že pred tekmo, ker sem jih toliko naredil. Tako da ja, na koncu, ne vem, pred štartom je bilo toliko težko se zbrati v sobi, ki je imela 25 stopinj, me je zebel, da bi jih imel -10, toliko me je pritisk dajal, ampak sem predihal, sem se zbral in sem pomislil na to, da tudi, če lahko Martika, lahko tudi in na koncu mislim, da sem prikazal eno boljših voženj. Mislim, da bi si tudi kaj več on zaslužil, ampak enostavno sta bila, vsaj en je bil dosti boljši in jaz sem s to medaljo toliko zadovoljen, ne morem opisati. Ko ste prišli v cilj, videli smo vaš čas. To je bil najboljši današnji čas, sicer že Sten z dvojko, brez dvojke bi bil hitrejši v polfinalu, ampak ste čutili, da je ta vožnja dovolj za medaljo? Ja, meni se je zdelo, da je dovolj za medaljo. Mogoče sem tudi pomislil na to, da bi lahko branil naslov, ne seveda pač. Ker tudi na vožnja od Stena v polfinalu, tisti dotik, pač tam je on dubil noter sekundo pa pol in tako da ni bila sam dvojka, tako da njegov čas nikoli ne bi bil hitrejši v polfinalu. Tako da ja, pač jaz bi stavil -1 milijon, da bo to medalja, čeprav na koncu smo videli, da tudi Milen je bil zelo blizu. Nekako so šli hitro tekmovalci, ko sem prišel v cilj, dokler ni Milen štartil, potem se pa z Švice tekel in živčen sem bil. Milen je šel res dober. Deluje iskreno čisto enake napake kot jaz, tako da ja, ampak na koncu je šlo in spet sem lahko stal na podiumu. Žiga Lin, pri 17 pomladih, evropski prvak lani, danes tretji, svetovni prvak v moštvenih vožnjah pri teh letih. Kje je ta energija? Ne vem, po lanski sezoni, ko je bilo toliko uspehov in vsega, je bilo tudi težko motivacijo dobiti. Najprej do decembra sem naredil vse treninge, ampak razlika je, da ti delaš treninge, ko si motiviran, ko si lačen zmage, ko delaš vse samo zato, da bi bil boljši. In ja, do decembra je bilo res težko zbrati, pač to je dober mesec pa pol treninga, ampak od takrat naprej, v bistvu pa po delitvi športnika leta, sem pa tudi jaz treniral tako kot lansko leto, ker sem si postavil, mislim, da dosti dobre cilje na glas sem jih povedal in to je tisto, kar mi daje motivacijo. In ja, na koncu pride vedno do tega dneja, ko se je treba zbrati, ki je v bistvu najtežji za glavo. Nam zaupate v tem trenutku cilje od tele tekme naprej? Vemo, 5 tekem svetovnega pokala, tudi tacanska tekma, oktobra svetovno prvenstvo v Penritu. Ja, pač zdaj glavni cilj sezone, pač vsi vemo, da je svetovno prvenstvo. Velikokrat sem že povedal, da hočem biti svetovni prvak v svojem življenju in letos bom imel prvo šanso in vse bom dal, da bom čim boljši izkoristil. Seveda svetovno, to bo šele moje drugo svetovno prvenstvo in vse je malo drugače, ampak na koncu bo prišlo spet do 2 dneh,
ki jih bom mogel podelati, oziroma pač ja, do 2 dneh in takrat v Penditu bom pač mogel biti še boljš, verjetno, mislim, še boljš pripravljen, malo drugače naštiman, ampak ja, drugače pa jaz bi si v bistvu letos mogoče še malo bolj želel polnih tribun v Tacnu, ker to je tisto, kar ti daje motivacijo za naprej, to so tisti trenutki, ki živiš in živiš za njih, in tako, kot je bilo lani, ko je bilo veliko ljudi, ki so bili vsi najbližji zraven. To je tisto, kar ti daje motivacijo za naprej in za kar treniraš. Žiga, in še tole, malo manjkalo, pa bi vaša starejša sestrica tudi z vami bila zdaj na tej razglasitvi. 4. mesto, je ona največja vaša navijačica, poleg seveda oče, mama, dedek, babi. Ne, ona je največja, oni so lahko vsi drugi, ampak ona je pa največja. Vedno, ko ima svoj štart, pride mene podpirati, tudi če ima za mano štart. In to je tisto, kar bi si jaz tudi želel za njo, pač enostavno včasih mi je težko priti na njen štart, ker imam, ne vem, tako ga danes 15 minut za njo štart, ampak jaz mislim, da to njeno 4. mesto je sam dobro, zaradi tega, ker bodimo realni, ne bo se jih veliko ljudi zapomnilo, ampak tisti, ki si ga bomo pa zavedno zapomnili, in tudi ne je to sigurno največja motivacija. Če se spomnite, jaz sem bil lani 4. na evropskem v kajaku in ni drugega, kakor da hočeš ti, jaz sem imel pač šanso, da naslednji dan izkoristim v kanuju, te pač moji paradni disciplini, tudi ona ima jutri v krosu in že zdaj vem, da bo za jutri se ful celo več potrudila, ker danes, ker vem, da je lačna tega zmagovalnega odra in zmag, ampak predvsem mislim, da je pomembno, da ona vidi in da ve, da je zdaj napredovala, ker mislim, da je bilo pri njej to nekako najtežje dopovedati, da dejansko napreduje, da je ful boljša skozi leta, da se bolj zbere za tekmo, da boljš prenaša pritisk in danes ga je, če se mene vpraša, ga je zelo dober in prenesla in mislim, da boljš kot imeti izkušnje, ko štartaš zadnji v finalu in jaz mislim, da ti da to največ od celega prvenstva. Žiga, in čestitke. Tu je zdaj Eva Alina objela svojega mlajšega brata, sicer pa Eva...